V prejšnji oddaji smo v sklopu akcije s kolegi iz Vala 202 govorili o tem, kako pomembno je, da na avtocesti vozimo zvezno, da se ne ustavljamo, da pospešujemo in ustavljamo oziroma zaviramo zvezno. Če se recimo nekdo na avtocesti v koloni ustavi, potem bo Andrej, stal 8 minut. Tudi to smo zaračunali. Zdaj pa nov izziv. Zdaj pa stojimo pred semaforjem. In kot mislim, da vsi dobro vemo, kaj se takrat zgodi. Vzamemo ven telefon in povprečen uporabnik na dan bojda preskrola oziroma podrsa kar za 2 kilometra. Zdaj, eni sem prepričan, da mislijo, da je tista minutka, kolikor stoji pred rdečim semaforjem, tako pomembna, da lahko odgovoriš na SMS, pogledaš pošto ali pa recimo si pomemben socialni vplivnež in greš na Instagram. Kaj si zdaj name pokazal? Le ne vem zakaj, ne. No, ampak ko zasveti zelena, zaradi tega, ker gledamo pametni telefon, ne speljemo. In sekunde, ko bolj zelena ne bo zagorela, tečejo. In trobiti ni lepo, tisti, ki so pa strpni, pa ponavadi potem ponovno počakajo na rdečo luč. Kot smo opazovali v Ljubljani, se z lahkoto zgodi, da sploh ne spelje niti eden v zeleno ali pa komaj en, medtem ko so drugi potrpežljivo zadaj čakali ali pa gledali v svoj pametni telefon. In veš, kakšna je rešitev? Aplikacija, ki vam na pametnem telefonu pokaže, kdaj zasveti zelena luč. Ali pa zdrava vozniška pamet, ko stojiš pred semaforjem, sodeluj, ko bo zelena, speljimo vsi hkrati. Saj smo rekli, promet je ekipno delo. Kot da je bilo kdaj zanašanje na zdravo vozniško pamet dobro. Upanje obstaja.